Tle se je potrebno zavedati tega dejstva. Mi nismo nikoli rekli, da se mimo posebne revizije pa mimo policijskih zadev, da vkolikor ne bomo mi našli nekaj škodljivega, da mi ne bomo postopali. Take stvari bomo prav gotovo naredili. Tudi recimo ta policijska akcija, ki je bila v zvezi Prijatelj, ko se bo to začelo tudi na sodiščih odvijati, bo nam v pomoč pri pripravi odškodninskih tožb. Ne izključujem pa dejstva, da bo tudi verjetno iz raznih omar v naši firmi padel še kakšen okostnjak. No, z iztekom današnje skupščine in praktično 100% podporo nasprotnemu predlogu smo lahko zadovoljni. Gre za brez nadaljnjega korak v pravo smer. Takšno pričakovanje je združenje izrazilo že pred 10 dnevi, ko so naši strokovni sodelavci zaključili preučitev poročila posebne revizije. Z začudenjem smo ugotovili, da so izpadla 4 ključna področja identificirana na skupščini izpred enega leta, ki bi absolutno morala biti tudi del in predmet poročila revizorske komisije. No, pričakovali bi, da bi zaradi javne polemike, ki se je tudi v tem času ob jasno izraženemu stališču in pomislekom strani Vseslovenskega združenja malih delničarjev razvila v teh 10 dneh, vsaj danes dobili dodatek k takšnemu pisnemu poročilu. Odgovora na to, navkljub številnim izmikanjem temu vprašanju in slepomišenju, žal strani predstavnikov revizorske hiše nismo dobili. Hkrati pa seveda velja izpostaviti, da se postavlja vprašanje, zakaj tudi predstavniki Republike Slovenije, kapitalske družbe in Slovenske odškodninske družbe kot absolutno večinskih lastnikov niso že nemudoma, torej pred mesecem dni ob samem sklicu skupščine odreagirali na to, da je to poročilo seveda nepopolno, iz njega so torej izpadla 4 ključna področja. Današnji sklep gre v to smer, da bo to dopolnjeno, ampak vendarle mi menimo, da bi v takšnem primeru bila potrebna nemudna reakcija. Praktično smo šele pred 10 dnevi iz naslova združenja in ugotovitev naših strokovnih sodelavcev sprožili in odreagirali in jasno postavili stališče, da pričakujemo, da bo jasno dopolnjeno revizorsko poročilo in drugič dali popolno podporo že na podlagi takšnega obstoječega okrnjega poročila sklepu o uvedbi postopkov zoper organe nadzora in upravljanja v prejšnjem mandatu Luke Koper. Vsa gradiva sem vedno vestno preštudirala, ves čas opozarjala na slabe zapisnike, opozarjala sem na slaba gradiva, to so tudi revizorji zapisali v tem poročilu, ker sem z njimi sodelovala v začetni fazi razgovorov in absolutno stojim na tej strani, da bom dokazala, da sem ravnala v obsegu gradiv, ki sem jih imela in informacij na razpolago, popolnoma gospodarno in vestno. Nadzorni svet je bil ves čas, mi od 6 zasedanj nadzornega sveta, mi smo na 4 nadzornih svetih bili seznanjeni z ugotovitvami revizorja. Tako da mi smo za temi stvarmi seznanjeni in pač bo dopolnjeno, mi bomo pogledali, ali je dopolnjeno v tem, kar je bilo poročano nam. Torej, kot ste videli, sem imela veliko vprašanj, veliko jih še imam, tudi poročilo ni bilo popolno, torej manjka kar nekaj zadev in če nimaš gradiva, o tem ne moreš niti diskutirati. Torej, z tega vidika sem bila kar malo razočarana. Pokazalo pa je to revizijsko poročilo velik razkorak med gospodarnostjo dela uprave in informacijami, ki jih je imel nadzorni svet. Moram reči, da nadzorni svet je tukaj bil odmaknjen na čisto obrobno mesto in moralo bi se zgoditi prej to, kar se je zgodilo 15. junija 2009. V 6 mesecih naj bi vložili odškodninske tožbe. Že znano, kdaj, proti komu in v zvezi s katerimi zadevami? Poglejte, skupščinski sklep je jasen, mislim, da tukaj. Zdaj, že tekom skupščine sem pojasnil, da ta dokument, to posebno poročilo ni pravni temelj, treba bo ugotavljati določene dodatne zadeve, katere so vezane na zakonodajo. Takoj, sedaj se bodo ekipe usedle, tako finančniki kot pravniki in drugi, za katere bomo mislili, da bodo pripomogli pripravi teh tožb in se bo začelo delati na tem. Jaz upam, da bomo uspeli te zadeve čim prej izpeljati in peljati naprej.